Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim, da prisluhnete pravljici Bratov Grimm, ki je že dolgo doma v srcu otrok in tudi odraslih. To je zgodba o iznajdljivem mačku, ki je bil drugačen od vseh ostalih. A njegova posebnost ni bila le v obutvi, temveč v pameti, prebrisani zvijači in iskreni zvestobi. Pravljični svet nam bo pokazal, kako lahko pogum in iznajdljivost spremenita usodo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa Bratov Grimm z naslovom Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na gričku, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja, vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mogli želeti? Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Hudo mi je, da vam nimam kaj pride zapustiti. Ob ločitvi lahko izročim v vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobena ne da razdeliti v 3 enake dele, se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripade. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin, srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec? Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenja svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si stari prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega 4-nožnega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno.
Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako kot pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž, ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom ovul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu in žalostno zoril nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel: Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se je zasmejati. Bog me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in jo mahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo je ogledal, je rekel: Tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil torbo v prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal. Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začela zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Teda je maček planil za drevesa, vzel vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo uprtal na rame in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišljeca takoj pusti preden, in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjanico svojega klobuka marmorna tla pred seboj in rekel: Veliki kralj, moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerkov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezal torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovano osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami: Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo, polno cekinov iz čistega zlata, se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel priden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolikšno bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakala mlinarjevega sina.
Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček škornik zvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil. Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in hliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj izginil pod vodo, tako da so mu molele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. Ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo. Da ni to tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal dijačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga. Tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lokavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji, se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem, ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigravalo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkoder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem arabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala. In ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični, ki je brž pošepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem, ko se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to. Brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tod mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite, da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kosci v en glas vzkliknili: Plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: Poslušajte me, žanci, kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj.
Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Videč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih kralj mimogrede vprašal, čigava so ta zlata žitna polja, so vzklikali v en glas. Plemenitega grofa Karabasa! Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor Lukav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: Visoko spoštovani in slavni gospodar. Po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, se je naposled povsem umehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, od koder je hrabro bevsknil. Imenitno, sijajno, samo ne verjamem, da bi se z eno lahkoto spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho, je rekel čarovnik prezirljivo potem, ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico. V naslednjem trenutku se je začelo njegovo telo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenila v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj utegnil vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekal po marmornih stopnicah, odprl vratca kraljeve kočije in se globoko priklonil, rekoč: Dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše veličanstvo in vzvišeno princeso na skromno zakusko? Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ki jo je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevskem dvoru njuna poroka. Po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Prav neverjetna zgodba.
kako neverjetno spretno je maček uporabil svojo pamet in pogum, da je svojemu gospodarju odprl vrata do sreče in uspeha. Naj bo zgodba o obutem mačku opomnik, da se sreča rada nasmehne tistim, ki znajo verjeti vase in v moč, ki jo prav tako vsi nosimo v sebi. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ikonični pravljici bratov Grimm z naslovom Volk in 7 kozličkov. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vas pravljični svet znova in znova navdihuje. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi obutega mačka. Čau, čau! Bravo.